prejšnji, če pozabil snemati, da po 10 minutah ustavil in smo začeli znova. Ja. Nemogoče je v bistvu. Ja, Veš kaj, predvsem zelo dobro, da si vprašal zaradi tega, ker sem očitno vmes prekinil. Tako da zdaj si se že naučil, da me moraš vprašati, preden začnemo. Ne? Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo tokrat govorili o BIM standardih, zakonodaji na tem področju, širjenju znanja in še marsičem. Z vami sva Robert in Matevž. Robi, zdravo. Zdravo. Kot veš, danes gostiva v oddaji Matjaž Likepa iz podjetja Pilon. Pozdravljen, Matjaž. Lep pozdrav vsem. Za začetek bi te najprej res toplo pozdravil in se zahvalil za čas, ki si ga namenil, da se oglasiš tukaj. Pa povej v bistvu za začetek nekaj o sebi oziroma neko tako iztočnico. Ja, žal nisem rekel direktno iz stroke, ki jo vidva nekako gojita, sem pa nekako z tokom nekih naključij prišel v področje, ki ga danes nekako obdelujemo, to je računalniška podpora pri projektiranju, se pravi za arhitekte in gradbenike, in tukaj uvajamo že kar nekaj časa neke tehnologije, ki postajajo zmeraj bolj aktualne. S tem se nekako ukvarjam že 27 let. Predtem v podjetju Jabolko, ki je mogoče za tiste starejše, ki se še spomnijo, nekako uvajalo Appleove tehnologije z prihodom Macintosha. To je bil prvi računalnik z grafičnim uporabniškim vmesnikom. Takrat smo tudi močno razvijali neke aplikacije, tudi slovenili sam operacijski sistem, postavili temelje nekih slovarčkov za računalniško terminologijo. In danes v bistvu se ukvarjamo samo s programsko opremo, smo pa razširili ta segment naših orodij, poleg glavnega, ki ga mogoče najprej omenim, to je program Archicad, ki je tudi dejansko 27 let že na trgu, z prihodom Macintosha se pač pojavil, in se nekako trudimo to orodje, bom rekel, širiti med uporabniki, včasih še v času Jugoslavije, da pa v Sloveniji. A lahko jaz tako eno vprašanje malo skočim? Ja. Enkrat za vselej rešimo to dilemo, ki se pojavlja vedno, kadar imamo študenta ali kadar s kom drugim govorimo. A je Archicad ali je Archicad? No, zanimivo vprašanje. Odgovor je načelno oboje. Archicad so razvili sicer Madžari, se pravi, Madžari so programerji, ampak na osnovi, bom rekel, zahtev italijanskih arhitektov. Oni so tisti iniciatorji bili, ki so, ne bi zdaj razlagal vseh detajlov, ki so nekako inicirali predelavo nekega orodja, ki bo sicer za projektiranje strojnih inštalacij pri projektiranju atomske centrale. In so nekako takrat je bilo to neke delovne postaje, še pred prihodom Macintosha, ki so znale to delati, bom rekel, tudi v 3D. No, in to tehnologijo so potem aplicirali na zahtevo teh italijanskih arhitektov, ki so bili prvi, ki so očitno Macintosha začeli resno uporabljati. In takrat se je to imenovalo Archicad. Danes je to, bom rekel, orodje, ki je nekako razširjeno po celem svetu, tako da je uradno Archicad. In po ta novem, čisto zadnja informacija, se celo piše vse skupaj z velikimi črkami. Včasih smo pisali tako, da se je R z veliko, pa CAD z veliko, ostalo pa z malo. Zanimivo, to je mislim dobro vedeti, ker sem dejansko bil zmeri navajen in govoriti Archicad, tako da mi je Robi dejansko vzel to prvo vprašanje čisto iz ust.
Pa to, da se na novo dejansko piše vse z veliko, je tudi nekaj. No. Če se že o tem pogovarjamo, pa vsaj na spletnih straneh, da je pravilno napisano, v bistvu, da ne bomo učili napačno. To bo tudi za nas nova zadeva, ker zdaj smo strogo, saj jaz osebno sem strogo opazil, da sem črkoval pravilno oziroma uporabljal velike in male črke, ker se mi je zdelo to pomembno, čeprav mogoče. No, v bistvu, zdaj ravno, ko smo pri Graphisoftu, Archicadu, v bistvu jaz sem, ko sem se pripravljal na tole, sem šel malo nazaj pogledati, v bistvu, kdaj je Nemeček v bistvu prevzel Graphisoft. Jaz sem živel skozi v prepričanju, da je bilo to praktično 1 leto nazaj. No, ko sem to malo pogledal in sem tam v arhivu najdel, a je to res leta 2007? Dejansko, ja. Ker to se meni zdi res, skoraj si nisem obrazdala, da sem bil tako za časom. No. Ja, to je bilo prav zanimivo obdobje tudi za nas, ker je prišlo dosti iznenada. Noben tega ni pričakoval. Nemček je bil za nas neke vrste konkurenca, saj v nemško govorečih državah nekako ni bil to razširjen po celem svetu, ampak vsekakor je bil konkurenca in potem, ko je prišlo do tega, bom rekel, prodaje lastnikov Graphisofta se pravi Nemčku, smo bili kar mal v šoku in tudi nismo vedeli točno, kaj bo sledilo. No. Tako da danes lahko rečem, po kar precej letih, da je to še okrepil Archicad, oziroma Graphisoft, razvijalca, in da je danes v tej grupaciji, ki pokriva poleg Graphisofta še mnogo drugih podjetij. Graphisoft je ena, mislim, kar daleč najbolj uspešna firma in je tudi v upravi nemška, rečemo, direktor Graphisofta. Tako da mislim, da celo prevzema sedaj v skupini Nemček BIM področje. Ja, tako. Se kar pa odbira. Tam sem šel prav na Nemček spletno stran in sem pač videl brands, zapravo te, kaj se imajo in dejansko me presenetilo, da praktično pokrivajo celoten spektr recimo tega BIM procesa, od nekih računov do v bistvu nekih pregledovalnikov, načrtovanja, drugačnega, res zelo zanimivo. No. V bistvu jaz sem skozi živel prepričan, da v bistvu Nemček call plan, to je bilo 1 na 1. Tako, ja. Tudi jaz, oni imajo zelo dobre programe za preračun statične preračune, za modeliranje oziroma vizualizacijo cinema, naprimer, in zadnje orodje, ki je tudi za nas zelo zanimivo in smo ga pravkar vključili v naš asortima, Solibri. To je v bistvu en dosti ključnih orodij v BIM načrtovanju. Neke vrste, v angleščini bi temu rekli spelling checker za projekt. Validator praktično. Kako? Validator, bravo, moče ta prava beseda, sigurno. No in to se nam zdijo zelo zanimivo orodja, ki v bistvu nam dajo neko upanje, da bomo lahko razširili, rečemo, ta spekter ključnih orodij, ki pač sodelujejo v načrtovanju. A lahko jaz samo vskočim, da bi se vrnil malo nazaj. Jaz sem pred kakim tednom kolega iz vašega podjetja videl na fakulteti, je imel predavanje za ene naše študente in je povedal eno zelo zanimivo zgodbo o tem, kako je Graphisoft sploh nastal. Nekaj o 2 madžarskih arhitektih, ki sta pretihotapila prvega Maca na Madžarsko. A bi lahko mogoče to zgodbo ponovil, ker to se mi zdi pa res odlična zgodba, ena taka skoraj vohunska zgodba, kako je to vse skupaj nastalo. Ja, v tistem času je bila, ko je ta program nastajal, je bila Madžarska še, rekel, strogo na drugi strani zavese. In v bistvu uvoz ni bil tako trivialna zadeva, sploh pa ne visoke tehnologije, ki je Apple takrat nekako s temi svojimi prvimi računalniki z grafičnimi vmesniki in kasneje tudi neki skoraj delovnimi postajami predstavljal. To ni bilo tako enostavno spraviti na Madžarsko, da bi lahko potem karkoli razvijali, se pravi nekako njihova želja, kot sem prej omenil, je bila,
da bi na osnovi specifikacij, ki bi jih dobili od tujih arhitektov, italijanskih za začetku, potem tudi francoskih in nemških, naredili neko aplikacijo, ki bi izkoriščala Appleove, bom rekel, strojne možnosti in grafični vmesnik. No in Gabor Bojar, ki je bil takrat, kot sem omenil, razvijal on je drugače fizik, ni arhitekt, ki je razvijal takrat nek 3D software za delne postaje za projektirane strojne inštalacije pri atomski centrali, ki so jo takrat načrtovali. No in on je v bistvu nekako pol gotovo, da je mogoče ta segment še bolj zanimiv in se je vrgel na Apple, ki je bil edini takrat nekako cenovno tudi bistveno bolj dostopen kot neke zelo, zelo drage delne postaje. In so začeli delati. No in začetka je bilo to zelo velik problem, ker v bistvu prvič ni bilo privatnih firm sploh, bile so samo državna podjetja. Graphisoft je bila prva privatno podjetje na Madžarskem in tudi delež še danes je eno bolj uspešnih. Pač danes so sicer lastniki Nemci, ampak to nič ne pomeni. Oni so še vedno ves razvoj na Madžarskem. Tako da ne vem, kaj je Gorazd omenil v tem predavanju, ampak začetka vsekakor je bil velik problem dobiti strojno opremo, na kateri bi razvijali in potem tudi ta software tržiti. Ker, naprimer, ko smo mi začeli delati z Graphsoftom, se pravi leta 84-85, smo hodili fizično, bom rekel, v München, kjer smo imeli neko ekspozituro, kjer so dejansko ta software fizično predali. Na Madžarskem takrat je bilo dosti neugodno prijetno, to je bilo za časa, rečemo, tega komunizma in Madžarska je bila sigurno dosti, ni bila sicer mogoče tako kot nekatere druge države, ampak še vedno je bila dosti rigorozno vse skupaj. No, meni se zdaj zanimivo tudi to, da je Gorazd omenil, da se najprej Archicad prodaja v bistvu skupaj s strojno opremo. To jaz ne vem, moram reči, da to mogoče Gorazd bolj pozna, jaz tega nisem videl, sam vsekakor takrat je bil Archicad razvit samo za Mac operacijski sistem, Windowsov še ni bilo in če si hotel to uporabljati, si moral nekako dobiti tudi računalnik. Na Madžarskem je bil to sigurno velik problem, rečemo v zahodnji Evropi najbrž ne, je bil pa problem, kako software ven spraviti iz Madžarske. Ker ni bilo nekih normalnih tokov, kot se nam danes zdijo sami po sebi umevni. No, ampak če smo že po operacijskih sistemih leta 85, to je bil še tester. Macintosh operacijski sistem, ki z današnjim nima praktično nič skupnega. Razen to, da je v bistvu od Apple bil. V bistvu je edina stvar, ki je ostala, je pač ta grafični vmesnik, miška. Drugače pa to danes jasno bazira na Unixu, ki ga je pač Apple prevzel od Nexta z Steve Jobsom. To je zgodovina. Ja, to je taka zelo zanimiva zgodovina. Ja. Še posebej pač za nas, ker recimo smo na Appleovih računalnikih in je pol zmeraj. A ja? Ja, res? Seveda. No, jaz sem še vedno, bom rekel, hardcore Apple user, za razliko od kolega, ki ste ga spoznala, ki je pa prišel sicer iz področja delnih postaj Silicon Graphics, ampak danes vsekakor vztraja na Windowsih. In tukaj smo pokriva oba področja. Ja, v bistvu moram reči, da zadnjič, ko sem bil na tistem srečanju, sem bil kar presenečen, ko je to delal na Windowsih. Sem rekel, oni bojo pa to sigurno na Appleih vse delali, to je pa Graphisoft, pa Archicad, pa to je Apple v bistvu. Pa ni, dejansko je bilo mogoče prvih 7 let, mogoče nekaj tanzga, točno ne vem, dokler ni prišla prva verzija za okna, za Windowse. In potem je v bistvu Apple malo zašel v težave in so ta okna zelo hitro prevzela, bom rekel, primat v razmerju operacijskih sistemov za Archicad. Danes je to nekako izenačilo, tako da jaz bi rekel, da je pol. No, v bistvu še mogoče ena delno s tem povezana zgodba. Jaz sem v bistvu, koliko pa zdaj že to, že zelo pred veliko let, ko sem bil na Graphysoftu v Budimpešti.
Zdaj sem pozabil, koga sem šel obiskat, ampak mislim, da je bil en gospod sicer iz Avstralije, ki je delal tudi z BIM-om, predvsem John Mitchell, tako. Predvsem tele bolnice, hotele in podobne stvari. Ne? No in jaz vem, da takrat smo pač tudi z nekimi razvijalci tam govorili in jaz sem bil takrat, po mojem, ravno po doktoratu, ko sem nekako zavestno se odločil, da ja, pa Windowsa ne bom več uporabljal in sem šel na Linux. Ne? In sem takrat nesrečne razvijalci tam v Graphisoftu moril, kdaj bo pa Linux verzija. Ne? Tako da jasno, to zdaj bo pa po moje to že recimo vsaj 10 let od tega, ne, če ne več, ko sem bil tam, po moje bolj 15, ne. Bolj 15, ker se jaz ne spomnim. Tako da to je skoraj štorija, v bistvu približno tista, ko je v bistvu hec, ki kroži v bistvu, ne, da to leto je pa res leto Linux desktopa. Tako da tega očitno ne bomo nikoli doživeli. Ne? Jaz mislim, da ne. Nimam dobenih, bom rekel, afinitete za ali pa proti, ampak gledam, koliko dela čaka in kakšne, bom rekel, koliko je truda vloženega, da se nekako enako kvalitetno podpreta obe platformi, ne? In kaj vse imajo v planu za naslednje leta, tako da jaz mislim, da Linux je ampak je pa, mislim, tako bom rekel, je pa zanimivo, ne? Se mi zdi, jaz ne vem, vprašanje, jasno, če se bo oziroma Graphisoft oziroma Archicad razvijal še zmeri v, ne vem, Objective-C kot programskem jeziku, ali bo počasi šli na Swift. Še posebej zdaj, ko je Swift načeloma open source, Apple ga je ven dal, dela še celo zdaj že na Linuxu. Tako da mogoče se pa enkrat zgodi, da bojo tudi izdali določene grafične knjižnice, ki bo pač to omogočali, da bo relativno tako brez večjih nezgod šlo tudi na kakšen drug operacijski sistem. Ne? Jaz mislim, da bo šlo bolj v drugo smer in sicer, da bo to delovalo preko weba. Se pravi, da bo to v browserju. To v browserju? Ja. To bo pa zanimivo, vidiš, že tako se mi zdi, da se zelo počasi dela, ne? Ja, ampak danes, bom rekel tako je, ne? Strojniki so predhodniki, ne? Vseh teh 3D rešitev, tudi v končni fazi Archicada, ne? In oni danes že prehajajo na te tehnologije, kar smo mislili, da ni možno, ne? Dobesedno, da ni možno ali zaradi ne vem, standardov z različnih, bom rekel, platform in tako naprej, ampak stvari se, bom rekel, zelo hitro odvijajo, tako da danes so že rešitve, saj na strojnem področju, ki delujejo ali pa skoraj delujejo tako kot delovne postaje. No. Tako da, če bojo strojniki happy, jaz mislim, da bojo tudi arhitekti ali pa gradbeniki. Za gradbenik mi smo zelo hitro srečni, ko imamo samo dela na koncu, pa da so neke številke vam prikazujejo. Zdaj z arhitekti znajo večji problem biti. Ne? Ja, vsekakor, ampak tukaj bo v bistvu potem bo irelevantno, katero operacijski sistem zadeva, ne? Ali je to tablica, je to v končni fazi Linux, ne? Stvar bo delovala povsod, kjerkoli. No, jaz moram reči, da se že veselim tega, če bo res od tega prišlo. To bo tako, čez 15 let, Robi. Jaz bom počasi v penziji razmišljal. Jaz upam, da še nam še v penzijo, no, do takrat. V glavnem, jaz to pričakujem v roku, rekel, 5 let. Wow. Ja, jaz bom tudi rekel, wow, to zato, ker tudi AutoCAD v brskalniku še ne dela v redu. Ja, vem, to so zdaj so začetki, ne? Vsekakor, ampak sem prepričan, da vsi delajo na tem. Jaz pa mislim, da ni nobenemu čisto interesu, da bi do tega kmalu prišel, to pa zaradi tega, ker preveč razvoja vlagajo v namenske programe. Jaz mislim, da bo prek spleta oziroma prek brskalnikov na voljo samo ene omejene možnosti, vseh pa nikoli ne bo. Ker jaz si ne predstavljam, da bi 300 megadatoteko nekdo brskalnikov poganjal. Ne? Jaz mislim, da je to dejansko tako, se strinjam s tem, ne? Definitivno. To pomeni samo to, da se bo sama rešitev, bom rekel, malo razčlenila v,
rekel, v bolj zahtevne, pa malo manj zahtevne opcije, ne, nekatere boš lahko izvajal tudi v browserju mogoče, ne, za kakšne manjše projekte. Jasno, za večje projekte pa definitivno ugotavljamo že zdaj, naprimer Apple Graphisoft ima neke rešitve že zdaj v oblaku, ne vem, koliko poznate BeamX, ne, to je nek orodje oziroma nek format za ogled projekta na končni fazi na tablici ali pa telefonu, za vso njegovo dokumentacijo 3D, 2D, ni važno, za popisi, ne, na gradbišču ali pri rečemo, investitorju. Ne. No in ta stvar deluje dejansko v neki aplikaciji, lahko je pa tudi v browserju. Ne. Ja, poznamo, v bistvu jaz sem svoj cajt smo tole gledali, v bistvu tudi tako zaradi kakšnih doktoratov in podobnih stvari. Ne. No in tukaj se kažejo te omejitve, naprimer, ne, konkretno velikost datoteke, ki jo lahko še delaš na neki taki, rekel, nezahtevni strojni opremi ali pa kjer dostopaš do datotek preko interneta. Ja, bomo šli počasi na osrednjo temo danes. Ja, mislim, da bi bil čas. Ja. Da bi bil čas, ne. Ja, pa tako zanimiv je. Ja, se pravi, to je tako, kot prejšnjič, ko sva z Andrejem govorila, sem si zapisal, kaj bomo imeli za tisti Christmas special. To še, Matjaž, ti ne veš. Govorili bomo takrat namreč o travmah, recimo obnov ali pa novogradenj, ker smo vsi neki bili v fazah, ko smo svoje lastne hiše gradili in pa imamo take težave, si je treba izpovedati. Ne? Ja, drugi se bo treba v enkrat dobiti, pa v bistvu je na tako le čist tako računalniško / gradbeniško. Mi trije smo vsi trije Applovci, tako da moramo za uravnoteženost povabiti še kakega Windowsovca. Ja, sam ne tizga, ki na Applovih strojni opremi uporablja Windows, ne? To ne šteje. Ta ne šteje. Gorac je sekakor, moj kolega je sekakor ta prav, ne, ker je spoznal tudi Apple, ne, ampak se je odločil, da bo ostal na Windowsih. Tako da mi imamo zelo, bomo rekel, argumentirane debate na to temo, ampak vsak ostaja na svoji strani. To me pa preseneča, ker običajno so proti Apple tisti, ki ga nikoli niso preizkusili. No, on ga je imel 1 leto, 2, enega Apple prenosnik, saj na koncu je šel nazaj na Windowse. Tudi takšni so očitno. Tudi takšni so, ja. Jaz ga ne zastopam, ampak on je pač se tako odločil. Še dobro, da ga danes ni v tem pogovoru. Skratka, kaj bomo zdaj rekli? V bistvu tle druga točka, ne, da smo dali v bistvu to uvod in zdaj obdelali smo 3/4 težav. Ne. V bistvu vmes smo rekli tudi, ja, fino bi bilo, da bi ta software posod delal. Morda sorodna zadeva je, da bi pa ta model, ki ga pač skozi proces Beama v bistvu gradimo, bil nekako povsod dostopen, ne samo na različnih operacijskih sistemih, ampak predvsem različnih programih za različne namene. Tako da veliko je že pač narejenega na tem področju, so takšni in drugačni standardi, so težnje po pač jasno uveljaviti teh standardov tudi v praksi. Matjaž, jaz verjamem, da imaš mnogo več takih direktnih znanj o tem, kaj se dogaja v svetu, Evropi in jasno tudi v Sloveniji in kako pač ti kot nekdo, ki je zelo blizu temu, ima stik s prakso, v bistvu gleda na to. Ja, jaz vidim to kot en večjih problemov, predvsem na nivoju nacionalne zakonodaje. Ne. Danes Evropa sprejema neke, bom rekel, ali pa ustvarja neko zakonodajo, ki bo veljala za vse članice. In nekatere so že pohitele, poznamo, da so Finci bili med prvimi, ki so to zastavili, oziroma Skandinavija,
potem kasneje v celoti Norvežani, Danci. Danes ali pa že nekaj časa se zelo močno trudijo in so zelo agresivni Angleži, lansko leto celo Avstrijci. Vse te države, pa Nizozemci in podobno, so že sprejele svoje zakonodaje na temo BIM procesa. Ko se razpiše nek natečaj in se nekako zahteva, da se dela po BIM procesu, se pravi uporablja BIM tehnologije, se ve, kaj to pomeni. Pri nas se to še ne ve, ker tega nismo sprejeli in čakamo, da nam bojo drugi to nekako definirali ali pa EU. Jaz sem slučajno zvedel pred kratkim, da se ta zakonodaja dejansko zdaj sprejema za celo Evropo in da sta bila že 2 sestanka, najprej v Oslu, zdaj bil pred slabim mesecem v Parizu, kjer od vseh evropskih držav samo Slovenija pa Hrvaška ni bila prisotna. In to me zelo žalosti, ker očitno pri nas ni nekega razumevanja, da je to en zelo pomemben sektor gospodarstva. Slučajno imam neke podatke iz Anglije, kjer ta področje zaposluje 10% vseh zaposlenih in ustvarja 7% družbenega produkta. In oni imajo nekako, bom rekel, nek plan ali pa strateški plan so sprejeli na nivoju države v sklopu Digital Build Britain, kjer želijo, da se te tehnologije, da jim dajo neko konkurenčno prednost, ne samo v sklopu pač Velike Britanije, ampak tudi v tujini. Se pravi, oni to gledajo izvozno, kako bi ta njihov know-how ali pa to prednost, ki si bo s tem ustvarili, ali pa tudi standarde nekako poskušali unovčiti v gospodarstvo. Pri nas tega uvida še ni. Očitno, glede na to, da sploh ne prisostvujemo sprejemanju neke dosti relevantne zakonodaje iz tega področja in imam občutek, da smo neka ladja, ki pluje na odprtem morju in še ne točen, kje bo pristala, ali bo kdo mogoče pomagal rešiti, ker je v bistvu bolj kot ne izgubljena. In to me v bistvu ne samo zato, ker se pač ukvarjam s tem področjem, ampak tudi kot Slovenca me to zelo žalosti. Naša gospodarska rast je bila v preteklosti, rekel, napihnjena, tudi zato, ker je ta gradbeni sektor pač, rekel, zelo prosperiral. Danes smo smo zašli v drugo fazo, kjer praktično od 10 največjih gradbenih firm 9 ne obstaja več. In kar je še huje, nič se ne dela na tem, da bi se ta področje nekako potegnil iz krize, pa ga nekako načrtno začel usmerjati, kot ga mogoče v nekaterih drugih državah. Meni osebno se to zdi pomembno iz tega razloga. Jaz moram priznati, da sem do neke mere BIM skeptik, ampak sem v zadnjem času ugotovil, da to predvsem zaradi tega, ker ni ene enotne definicije, kaj sploh ljudje razumejo pod BIM. In mogoče v praksi bi pa bilo pomembno oziroma bi predvsem pripomoglo k tem dojemanju BIM-a to, če bi se v zakonodajo uvedlo, da bi ga vsi razumeli enako. Da meni se zdi iz tega področja zelo pomembno, da bi se dejansko aktivno vključili v to BIM zakonodajo, ker drugače nas bo ta zadela, pa v bistvu sploh ne bomo vedeli, kaj se je govorilo, pa kaj s tem mislijo, pa dejansko nas bo prisililo v nekaj, kar mogoče sploh ne bo za nas relevantno. Ja, na teh srečanjih te komisije, ki bo definirala te standarde, to je nek Evropski komitej za standardizacijo, se odloča z preglasovanjem. 71% vseh glasov nekako odloči, katero smer, kater standard od teh, ki so že nekako v praksi že uporabljajo, bo prevladal. In nas konkretno, ker pač imam dosti kontaktov z Madžari, so nas dobesedno, so mene zahakla, so rekli, kako to, da vas to nič ne zanima, da se sploh ne udeležujete nekih bom rekel, teh
sestankov, ki bojo dosti pomembno vplivali na vaše gospodarstvo. Ne? Dejansko sem potem malo razmišljal, ne, že sedaj se nam nekako imamo občutek, saj jaz, ne, da pri nas že zidajo sosedi, malo bojo še načrtovali. Ne. No, vse to je bilo za vse projekte, za vse projekte, ki bojo financirani strani EU. Ne. Vemo pa, da se danes brez resnih projektov, brez EU denarja, da jih ni, ne, ali pa države. Država bo nekako tudi morala to participirati, se pravi, če bojo hoteli, pač, da so država je mingati največji investitor več ali manj v vseh državah EU, kot finančno gledano, in če bo država morala delati po postopku EU-ja, postopku BIM-a, ne, ker bo pač ta zakonodaja sprejeta, mi pa še ne vemo točno, kaj bi, ne, potem, ali pa sploh kaj je BIM, ne, ker je še hujš, ne. Potem jaz mislim, da se nam slabo piše. Ne? Ja, se celoti strinjam s tem. V bistvu je to, kar se sprašujem, oziroma to, kar se nekako želim iskati neke razloge, zakaj je pač situacija takšna, kakršna je ravno tistem, kot si prej ti omenil, Matjaž, da je 90% recimo relativno velikih podjetij ne obstaja več, ne, z tega gradbenega sektorja. In ni nekoga, ki bi v bistvu ta voz povlekel za sabo. Da je še huje, ne? Ja. Obstaja za več kot milijardo nepremičnin na slabi banki, za katere se išče kupca. Ne? Tako da zelo malo je investitorjev, ki bi danes bili pripravljeni, začeti neke projekte za neznanega kupca. Ne? No, sam po drugi strani pa tudi zdaj za te največje projekte, kar se trenutno izvajajo, mogoče to so nepreverjene informacije, ampak slišal sem neke zgodbe za ta drugi karavanški tunel, da so v razpisu dejansko bile neke zahteve po BIM modelu, pa nihče točno ne ve, kaj želi. Ne? Ja, jaz tukaj lahko se nisem čist v nulo poučen, ampak vsekakor vem, da pri tem tunelu sodeluje tudi Elea, ki med drugim uporablja tudi Archicad, in oni so v ta BIM kar zagrizali in enostavno se zelo zatrudijo, ker pač pokrivajo vsa področja, da bi nekako te tehnologije čim hitreje, čim dalj osvojili. Ne. In danes dejansko delajo relativno velike projekte, tudi pri nas, ne, mogoče so tuji investitorji celo zraven, kjer te tehnologije že uporabljajo. Ni sam predor, rečemo tudi razni projekti, od IKEA do nekaj. Ne. Pač se dogaja. Nekatera podjetja so dojela, da je to izziv, da je to lahko tudi neka konkurenčna prednost, ne. Sploh, če sodelujejo s tujimi investitorji. Ne. Ja, zdaj za to vpeljavo, pač če že govorimo, predvsem gre za vpeljavo BIM-a, v bistvu, ker to, ko bo enkrat širše spoznanje, da je to nujno, potem se bo najbrž tudi zakonodajno to zelo hitro lahko uredilo, oziroma bomo v to prisiljeni. Zdaj, Slovenija se mi zdi, bolj ko razmišljam, na kakšen bil model za nekako pospešiti to širitev BIM-a v praksi. Slovenija vsekakor se mi zdi primerna za nekaj, kar bi trg uravnaval, ne? Kjer bojo prišli investitorji in bojo zahtevali, da se to naredi po BIM-u in tako naprej. Ne? To je edini model, ki ga jaz vidim tukaj v Sloveniji, je ta, da nas nekdo dejansko udar po glavu pa reče, od zdaj naprej se bo takole delal, pika. To čakamo. Ne? To misliš tuji investitorje? Investitor bo najbrž prišel pa rekel, ja, ker domači investitorji mislim, da niso toliko, bom rekel, seznani z temi, bom rekel, informacijskimi tehnologijami, ki so prisotna pri tem, tako da oni dejansko ne znajo definirati, bom rekel, tehnologij, po katerih bi rad imeli pač svoj projekt. Ne. Jaz osebno mislim, da bi mogla država zastaviti to kot so Angleži, ne, pred časom, kot neko strategijo na tem področju,
kjer bi namreč ta evropska zakonodaja se bo sprejemala še nekaj časa, ne? To ni danes na jutri. Ne? In tako Finci, naprimer Španci so prevzeli finske standarde, so jih lepo prevedli, se pravi, so dokumentacijo iz tega področja in jo implementirali. Ne? Avstrijci nudijo to isto, bom rekel, brezplačno, mislim, da stane 100 evrov, pa dobiš vse predpise, ki so jih lansko leto sprejeli. Ne? Tako da tukaj kakšne hude, tople vode izumljati, mislim, da ni potrebno. Bolj je potrebno se odločiti na nivoju države. Ali je to res neko, bom rekel, delovanje, ki je smiselno, zato da se bo Slovenija, bom rekel, hitreje razvijala, da bo bolj konkurenčna, da bojo strokovnjaki odhajali v tujino. Danes, naprimer, poznam mnogo arhitektov, ki pač delujejo v teh državah, kjer so te zadeve že, bom rekel, predpisane v Angliji, naprimer, ali pa v sosednjih državah. In to že prakticirajo. Pri nas praktično strokovnjaki odhajajo, zato ker stagniramo na tem področju. Ne? No, ampak kako se vam, oziroma tebi, kako se ti pa zdi realno, da bi se to dejansko peljalo v Slovenijo v prakso, recimo v naslednjih par letih, glede na to, da že itak zakon o graditvi objektov že tako predvideva, da bi se lahko recimo gradbena dovoljenja vlagale elektronsko in podobno, pa upravne enote še zdaj tega ne izvajajo. No, jaz lahko rečem, sem celo en dopis naslovil na vse relevantne se pravi inštitucije, se pravi tako fakultete kot ZAPS, inženirsko zbornico, kot tudi na vlado, kjer sem jih pozval, da sodelujo pri ustvarjanju te zakonodaje, kar sem že prej omenil. No, ampak žal odgovora od nobenega ni bilo nič. Tako da nekako imam občutek, da tako sama stroka, saj govorim za arhitekte, ni preveč zainteresirana, da bi vlagala v neka nova znanja. Mogoče je na področju pri gradbenikih malo drugače, ampak nasplošno se mi zdi bolj odpor, če smo delali zdaj 20 let, zakaj bi zdaj to menjali. Ni pritiska od investitorjev in ni interesa od stroke. In pol je situacija taka, da se pravi, če država ne bo nekaj predpisala, nekaj sprejela, se nekako odločila, da je to neka strateško področje, kjer mora dejansko ona narediti prve korake, se bojim, da bo stvar šla tako, kot gre zdaj naprej. Se pravi, se nam nič zgodilo. Nekateri se bojo sicer malo, bom rekel, bojo pohiteli, predvsem zato, ker jih bojo tuji investitorji prisilili v to, ali pa zato, ker bojo dojeli, da je to mogoče neka konkurenčna prednost. Večina bo pa vztrajala na metodah, na katerih so pač delali do sedaj. No, ampak jaz sem še enkrat v tem podcastu rekel, pa bom še enkrat ponovil, da smo enkrat delali raziskavo, pa je v Sloveniji že pred leti je bilo več kot 95% vseh podjetij, takih mikropodjetij, kar pomeni, da so SP-ji. In jaz si zelo težko predstavljam, da bi taki SP-ji bili gonilo razvoja in si tudi težko predstavljam, da bi oni imeli kakršenkoli interes spreminjati navade, ker se večina itak bori za preživetje. Jaz mislim, da je glavni problem te zakonodaje pa pasivnosti Slovenije v tem, da teh večjih podjetjih ni, ki so včasih bile sposobne zlobirati tudi kako stvar. In ta velika podjetja so tudi imela nek razvoj določen, tega pa zdaj v praksi praktično, kolikor jaz vem, ni. No, jaz mislim, jaz delno se strinjam s tem, ampak jaz še vedno mislim, da je v interesu politike, ki je na oblasti, se pravi, v končni fazi vlade, da dvigne gospodarsko rast, da zmanjša odhod, bom rekel, inteligence ali pa diplomantov in da enostavno dojame, da je to velika prilika za njih, če bojo kaj naredili. Mikropodjetja sigurno ne bojo nič naredili, ampak tudi pri nas je že kar nekaj razvoja. Lahko se pohvalim, da so nas prosili, če lahko predstavimo neke rešitve, ker smo naredili tako imenovane BIM knjižnice za
Trimo, ne? Če lahko to predstavimo na Japonskem, ne? In smo šli dol in smo en teden se nas vozili okoli in smo to Japoncem kazali in so bili vsi navdušeni. Ne? Se pravi, znanje je pri nas kar nekaj, ni pa neke usmeritve. Ne? In jaz mislim, da ta usmeritev sigurno ne bo pošla od mikropodjetij, kot si rekel, se borijo za preživetje. Ne? Torej, recimo na raznih združenih univerzah, predvsem najbrž nekaj, da storijo v tej smeri in da najdejo sogovornika na strani politike. Tako in v bistvu probajo to nekako spraviti čim prej. Ali pa vsaj jih seznam do te mere, da bojo v bistvu prepoznali neke prednosti, ki bi jih ponujali. Ja, jaz mislim, da brez politike bo ta proces usmerila Evropska unija. Ne? Če pa bomo politika dojela, da je tukaj prilika, ne, da se dejansko nekaj naredi in da je to tudi v njihovem interesu, potem se bo pa mogoče malo pospešilo. To je moje mišljenje, no, ne vem. Ja, mislim, da ga kar delimo tukaj sodelujoči danes tukaj. Ja. Skratka, v bistvu bolje vprašanje, na kakšen način to narediti, kje so vzvodi, ki jih lahko imamo, najti sogovornika, skratka, ki bo pripravljen v bistvu nas poslušati, pa jasno, to zgodbo okoli BIM-a zapakirati v tako luč, da bo nekako prepoznavna, pa v bistvu, da se bo videl neka dodana vrednost tega. Ne. Točno to. Tako da jaz imam s tem sicer pač določen problem, ne, ker BIM kot tak, pa kaj proces in tako naprej, zdaj sem se to že naučil, da v bistvu tista neka dodana vrednost tega pride v bistvu pol skozi celoten življenjski cikl ene zgradbe, stavbe. Točno to. In je to dokazati oziroma pokazati, če nimaš že nekih dobrih praks narejenih tukaj, imamo kar znal problem, treba kar malo v zunaj pripeljati koga oziroma pač pogledati neke primere zunaj. Ne? No, jaz bi rekel tudi to, ne, že zdaj, ne, naprimer, se lahko ugotovijo projekti, ki so realizirani v Sloveniji. Ne, na misel mi pride City Park, pa rečemo te dve fakulteti, ki sta se končala, mislim, da lansko leto, so Elektrofaks pa Kemija. Tukaj so konkretne prednosti zelo hitro ugotovili. Pri prvem sicer City Parku ne, ampak ena od prednosti BIM-a je ta, da različna inženirske stroke sodelujo med sabo na osnovi, zaenkrat še na osnovi referenčnega modela. Ne. Se pravi, oni so imeli, če se prav spomnim, preko 100 prebojev, ki jih bilo treba narediti, potem, ko je bila, rečemo, City Park že narejen, da so lahko te strojne inštalacije nekako realizirali. Ne. Se pravi, če bi imeli strojniki oziroma arhitekti tudi strojne inštalacije noter v projektu in videli, kaj jim načrtujejo, verjetno ne bi bilo teh prebojev in tudi jasen bi bil projekt bolj kvaliteten. In to je ideja tega BIM-a, ne samo, da se stvari naredijo pač v roku, ker ni nekih nepredvidenih ali pa jih je bistveno manj težav, zapletov, ampak da se naredi tudi ceneje. Ne. In tukaj pri nas vemo, kako se delajo te, naprimer, večji projekti, razne bolnice in podobno, kjer je bilo včasih aneks na aneks. Ne. Kar je še zgodno, ne. Kar je še vedno. Ne. Vem samo to, da naprimer pri teh dveh fakultetah, ki so jih sicer delali po klasični metodi, se pravi 2D risanje, so nekako srečnim naključjem, nekako jim je uspel, da so nekaj časa še naredili in so na koncu to naredili tudi model in so preverili strojne inštalacije z arhitekturo, z statiko in podobno in so ugotovili, ne vem koliko, ampak ogromno število napak, ne, pri projektu, ker stvari niso bile usklajene. Ne. In so jih jasno pravčasno odpravili, preden so zastavili. Ne. Tako da jaz mislim, da ta stvar je zelo uporabna in zelo država bi mogla to videti tudi kot neko prednost, kjer lahko veliko prihrani. Ne. Danes se pogovarjamo o tem, ali bojo upokojenci dobili 20 evrov dodatka ali ne. Ne. Skozi ene take državne projekte, kot je fakulteta, naprimer, ali pa bolnica, ali pa
podobne zadeve so pa prihranki, ne vem, verjetno milijone. Ne? Ja, kar milijarde. Ja, hočem povedati, da enostavno te stvari so zelo, zelo interesantne že danes in država kot največji investitor bi morala imeti, če že ne kot gonilo, bom rekel, nekega investicijskega ciklusa, se pravi pa konkurenčnosti, ne, da bi jim tudi mi projektirali ali pa zidali, ne vem, rečemo, v Saudski Arabiji, naprimer, ne samo v Sloveniji, ne, tako kot delajo Angleži, potem pač se to ne bo zgodilo. Ne. Jaz mislim, da tukaj je država oziroma politika je zelo ključen faktor pri tem. Ja, se strinjam. Robi, imamo slučajno kakšno vprašanje direktno še? Ne, v bistvu, kar se mi je zdelo med pogovorom skozi po glavi rojilno, je bilo to, da vseeno, tudi če to zakonodaja, recimo, če bo ta zakonodaja dejansko uveljavljena, enkrat, jaz vem, da ni vprašanje zdaj, ali bo ali ne, ampak samo kdaj bo, pa če bomo mi imeli kaj vpliva na njo. Jaz mislim, da bo treba tudi urediti, kaj bo s temi modeli po gradnji. Vem, da vsi govorimo, da bo pač ta cel proces pa tako naprej, ampak po stari navadi gradbeniški se potem vsi načrti po gradnji vržejo stran in potem po vsaki prenovi razbijamo pol hiše pa zamenjamo pol inštalacij. Teda jaz mislim, da bo morala zakonodaja tudi to področje urediti. No? Sem hotel dodati. Ja, jaz se s tem zelo strinjam, o tem nisem nič rekel, ampak dejansko je ta upravljanje z nepremičnino, kot si že omenil prej, ne, en glavnih stroškov, ko se stavba konča, pravijo, da je to 10% vrednosti stroškov, ki jih bo naredila, ki jih bomo imeli s to stavbo v njeni življenjski dobi. Ne. Se pravi, 90 ali pa 80% bo pa stroškov, ki bojo nastali v času pač njene življenjske dobe. Ne. No in tukaj s tem področjem, če imamo, bom rekel, model, ne, in znamo uporabljati neka orodja, ki se danes uporabljajo za ta področje, ki ga imenujejo facility management, tukaj so, jasno, država spet ima rekel, eno večjih vlog pri tem, ker je pač lastnica mnogih nepremičnin, ne, in tukaj lahko ne milijone, še kaj več prihrani. Ne. Tako da ta področje je v bistvu nadaljevanje tega, kar gradbenik ali pa arhitekt ali pa strojnik začne in se potem ta dobit multiplicira, ne, v življenjski dobi. Ne. To je tudi gonilo mnogo kje, ne, zakaj uvajajo, zakaj hočejo imeti model, ni samo za načrtovanje, ampak predvsem za potem samo načrtovanje ali pa rekel, sledenje v njeni življenjski dobi, se pravi pri uporabi. Tu pa mislim, da se vsi trije strinjamo od tega. Ja, tako da ta področje je zelo pomemben, se strinjam. Ja. V celoti. Ja. Nažalost, jaz to študentom pravim, da je v bistvu fakulteta zelo veliko uči za tistih prvih 10%, ne? Kjer načrtujemo, nekaj računamo, se ukvarjamo s tem, kako bomo zaračunali nekaj na 5 decimalk natančno. Ker jasno, ko postaviš to v širšo zgodbo, vidiš, da je to popoln nesmisel in je popolnoma vseeno, če da še tisto tono železa več tja noter, ker na dolgi rok nisi nič prehranil, če tega ne boš naredil. Ja. Jaz sem slišal pred časom, pa nisem sicer čisto točna informacija, ampak samo radi reda, ne, da samo čiščenje steklene fasade, ne, na te pediatrični kliniki, ne, stane 200,000 evrov. Ne, zdaj, če to ni načrtovano, ne, ali pa nekako upravljeno, je to lahko zelo, bom rekel, velik problem. No. Ja. Jaz mislim, da bolj, da nehamo. Zdaj sem slabo bolj rad. No, jaz bi sam, gledam, to smo bolj govorili o politiki, ne, upam, da bo kdo od politikov tudi to slišal. Ne. Bi vseeno rad omenil še en stavek ali pa dva okoli arhike. V glavnem, ne vem, koliko vam je poznano, zadnjih 5 let, ne, je v Angliji izbirajo najboljše BIM orodje in arhitekt se lahko pohvali, da je v bistvu že 5 let zapored, ne,
priznan kot najboljše orodje za BIM načrtovanje, se pravi v arhitekturi in gradbeništvu. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, glede na to, da so zdaj sprejeli neko, bom rekel, nek zakon o energijski prenovi objektov v Sloveniji. Ne. Arhitekt je edini program, ki ima to že vključeno noter. Ne. Se pravi, ko ti delaš, lahko pogledaš stavbo, ne samo kako izgleda v 3D ali pa delaš neke super vizualizacije za investitorja, ampak lahko tudi ugotoviš, kakšna bo njena energetska učinkovitost, koliko evrov bo porabila za ogrevanje in kakšen bo ogljični odtis. To je v vsaki licenci programa že nekaj časa. Ne. Žal, mnogi tega ne vejo ali pa ne uporabljajo. Ja, to sem hotel reči. Ja, se strinjam. Skratka, ta tehnične detajle v bistvu ArchiCAD-a in sorodnih programov bomo treba tako še obdelati. In kot sem že enkrat predlagal, mislim, da zdaj v kratkem izide nova verzija ArchiCAD-a. Tako, ne, in takrat bi bilo mogoče primerno, da naredimo pa eno tako oddajo, ki bo bolj osvetljiva ArchiCAD iz pa recimo tazga praktičnega tehničnega vidika. Tako da ne bomo predolgi. Rekli smo, da bomo končali ob 5, no 5 je že mimo. Torej, če gremo naprej, recimo, da smo s tem zaključili. Jaz mislim, da bomo o tem še lahko rekli na različnih inštancah, morda enkrat tudi v parlamentu. Bo treba kakšnega poklicati. Ja. Ampak rešili danes ne bomo stvari, nažalost. Torej, en tak naslednji del, ki je predviden v tem podcastu, so tudi novice pa priporočila. Ne vem, če si se slučajno kaj pripravil glede tega, kakšno novico takšno, ki je zapovedati. Nisem se specialno pripravil, ampak sem pa že vmes malo omenil. No. Prvo je to, da z 1. junijem bomo nekako najavili oziroma začeli tržiti že novo verzijo, ne, ki bo postala dobavljiva čez 14 dni potem. Programa ArchiCAD 20. Mi smo tako imenovani beta tester že nekaj časa, tako da načelno to že uporabljamo. Mogoče je to zanimivo. Druga stvar je pa to, kar sem tudi omenil že, program za preverjanje skladnosti z predpisi oziroma z preverjanje samega kvalitete modela, kar je ključno za sodelovanje z drugimi strokami v končni fazi. In to je program Solibri, ki ga praktično šele začenjamo resno tudi nekako upeljevati v Sloveniji. Predvsem v akademskem svetu se že nekaj časa, bom rekel, je že poznan. Pri nas tudi nekatera podjetja že malo ga gledajo, tiste, ki so pač pionirji na tem področju. Nasplošno pa nekako ta finski program, ki je sedaj prišel tudi v skupino Nemček, nekako ni poznan. Se mi pa zdi to ključno orodje pri BIM načrtovanju, da nekako lahko preveriš kvaliteto modela, nekako ugotoviš neke potencialne napake na modelu, in tudi pol preveraš neke, ne vem, kako bi ti rekli v slovenščini, collision detection, se pravi potencialne srečanja, nepredvidena srečanja večjih strok na istem mestu, se pravi kakšnih nosilnih stebrov pa strojnih inštalacij in podobno. Ja, hvala. To je to. Robi, povej. Jaz imam pa danes bolj tako tehnično priporočilo oziroma eno tehnično knjižnico. Našel sem v preteklem tednu, je bila izdana, oziroma celo 2 dni nazaj je bila izdana ena knjižnica oziroma Python skripta, ki je sposobna serializacije modela. Recimo lahko iz stepa izvozimo v IFC, kar se mi zdi tako zelo zanimivo. No? Avtor pa dejansko sam pove, da transformacija 1 na 1 dejansko ni možna in je mogel pač izvesti neke poenostavitve, ampak
kar obljublja, tisto, kar sem jaz videl model, je rezultat odličen. Tako da, če koga zanima tehničen del ali pa je tehnično podkovan, v zapiskih bo povezava do te knjižnice in si lahko gledal. To, kar je predstavljeno, če to res deluje na tak način, je odlično. Jaz se pa žal še nisem imel priložnosti preizkusiti. Zanimivo. Mogoče samo še ena stvar sem se spomnil, ki je tudi zdaj postala zelo aktivna. Pri načrtovanju se zmeraj bolj trudijo narediti neke zelo izvirne oblike, nekje tudi matematično podprto oblikovanje, spravo algoritmik dizajn, je sedaj tudi nekaj, kar je povezano z BIM-om. Graphisoft je namreč ustvaril povezavo med Grasshopperjem, to je eno orodje za Rhino, ki podpira ta način načrtovanja, ki ga danes, najbolj slavni biroji že uporabljajo nekaj časa. Naprimer, koliko poznate te rockstar biroje, ki jih mi imenujemo Big ali pa Zaha Hadid, žal preminula. To so v reku zelo zanimive in tudi med študenti zelo popularne opcije za iskanje optimalne geometrije. Ja, zanimivo. Nisva najbrž toliko podkovana v teh arhitekturnih stvarih, ampak slišal saj tako bežno mi je znano, skratka imena, ki si jih omenil, arhitekturnih birojev pa vsekakor. No, v bistvu jaz imam za priporočila danes nekaj, kar me ponovadi kakšni vprašajo, kako zdaj to sploh snemamo. No, to je en tak program Skype Recorder, ki je zelo zanimiv, v bistvu enostavno deluje, namesti se v Skype zraven in deluje kot nek plugin, v bistvu pritisneš in potem se to snema. Ima pa cel kup opcij za snemanje, tudi videa zraven in podobnih stvari. Tako da link je zraven, tako da se lahko to pogleda. Na sliki na tvoji strani sem videl, da imaš profesionalni mikrofon. To pa res. To sem si pa res prvoščil. Ja. Je pa res, da recimo Robi je na navadnih telih iPod slušalkah, pa je zvok, bom rekel, zelo primerljiv. Ne? Tako da to vse je relativno. To je sicer morda profesionalno navzven, ampak v bistvu, kako se pa potem sliši, je pa lahko čist druga zgodba. Čeprav, Matevž, moram priznati, da danes jaz Matjaža bolj slišim kot tebe. Ja, res je, tale Logitech je impresiven čist. Ja, bom preveril, kjer model je, ampak dejansko je to bolj nizkocenovna rešitev. Ne? Ja, ampak se pozna, da je pač zvočnik oziroma mikrofon je najbrž čisto od spredaj, dosti tiho okolje imaš očitno in potem je pač zadeva deluje. Ne? Ja, zdaj so že vsi učili, tako da sem kar. Pa pomaga tudi to, da je na Macu. To pa vedno. Hvala. No, gremo naprej. Imamo še hitro vprašanje pred koncem tele oddaje. Mislim, da skoraj lahko prvo vprašanje spustimo, ki je v bistvu vprašanje glede uporabe BIM programske opreme oziroma kaj je tisto, kar bi uporabljal ti. Ne? Ja. Ne bom drugih imen navajal kot verjetno Archicad. Sem prav uganil. Super. No, drugo vprašanje, tisto, kar se vedno z Robijem malo hecava zraven, BIM, ali je to model ali je to proces? Proces. Razočaran sem. Spet znova. Ne, hecam se, ampak... Čeprav je odlična kratica je tista, ki smo jo slišali v zadnjem tednu, da BIM zdaj nekateri pojmenuje kot Building Information Management. Zanimivo. Ja. Skratka, vsi imamo napačno, to ni več proces, niti model, ampak je management. Matevž, dober poskus, ne bomo sprejeli. Ja, ampak to je tako. Upravljanje je tudi proces, ne? Ja, to je že res, ne? Ampak to bo hitro kakšni ekonomisti zdaj vzeli za svoje. Ne? Zdaj, Matjaž, ti si že ekonomist, kot si rekel. Ne? Tako da arhitekti so nam skoraj vzeli vodenje projektov. Zdaj ekonomisti nam bojo BIM kratice vzeli, kaj sploh še gre, da bi nekom ostane? Nič. Ta zadnje vprašanje,
To pa jaz lahko uganim Matjaža. No, daj, pa uganti. Ja, prejte vprašanje o tem OpenBeam, a je to da, ne, a je to prihodnost ali ni, a se splača truditi glede tega ali ne. Pa na podlagi tega, da smo bila oba z Matevžem na vašem srečanju pred dobrim tednom, jaz ugibam, da si mnenja, da se v OpenBeam splača vlagati. Jaz mislim, da je OpenBeam, kot ga mi razumemo, edina opcija, če nočemo, da prevlada ena rešitev. Zakaj? Zato, ker je nekako baziran na standardih, ISO standardih, ki jih pač tudi Evropa nekako priznava, to je IFC in standardi, ki so povezani z IFC-jem, in danes že obstaja na tisoče aplikacij, ki med sabo lahko bolj ali manj uspešno izmenjujejo eno od variant IFC-ja, ki se še razvija in se bo še nekaj časa verjetno, ampak danes je to žal najboljša opcija. Ni idealna, ampak boljše ne poznamo. In OpenBeam se nekako istoveti z tem, možnostjo sodelovanja z različnimi programi, z različne stroke. Super, hvala za odgovore. Mislim, da smo pri koncu te oddaje. Matjaž, povej, še kakšna stvar, ki je posebej treba omeniti, kje vas lahko potencialni poslušalci najdejo? Ja, hvala. Mi smo locirani v Tehnološkem parku na Brdu, v Ljubljani. Zelo bomo veseli, če bo nekdo prišel sem, pa bo rekel, da si je slišal na podcastu in da enostavno bi rad kaj konkretnega zvedel od nas ali pa imel kakšno vprašanje. Tako da mislim, da nas lahko srečate tudi na Facebooku, predvsem na Facebooku zadnje čase smo malo bolj aktivni. Pa na kakšnih forumih, obstaja tudi slovenski forum za arhitekt uporabnike, in na dogodkih, ki jih pač napovedujemo, se pravi 25. mislim, da bo srečanje, bo uradno predstavljeno v Sloveniji 25. junija v Ljubljani, v Tehnološkem parku, in kasneje mislim, da tudi v Mariboru, novo verzijo programa Arhitekt. Vsak je pa zmeraj dobrodošel, da se nam javi tudi preko maila ali pa preko telefona. pilon.si je pa naša spletna stran. To. Hvala. Robi, povej. Kako? Mene lahko še vedno najprej, preden bom povedal, kje me lahko najdete, bom rekel samo to, da jaz tudi upam, da bi kdo prišel do vas pa povedal, da vas je na podcast. Drugače pa mene lahko še vedno najdete na Twitterju. Moj Twitter handle je @robertklinc. Še vedno tweetam vsem drugim, samo v Beamu. Moj e-mail je pa robert@klinc.net. Če kdo želi stopiti v kontakt, prosim. Mene lahko poslušalci najdejo na matevždalenc.com, skratka spletna stran, tam najdete vse druge informacije. Razen povezave na BIM Pogovori podcast, tega mislim, da ne boste tam našli. Skratka, BIM Pogovori so pa koliko vedno na Facebooku, Twitter in jasno tudi na spletu. Na spletu najdete tudi informacijo o tem, kako se naročite na podcast. Za konec bi se res toplo zahvalil Matjažu, da si vzel čas, da smo rekli par besed na temo zgodovine Appla in Graphisofta in jasno tudi kako in kaj z BIM procesi in zakonodajo v Sloveniji in širše. Tako da še enkrat res najlepša hvala. Hvala. Torej, Robi, še kakšna zadnja beseda? Tudi jaz se zahvaljujem Matjažu za njegov čas. In upam, da se vidimo če najprej na predstavitvi nove verzije Arhikeda. Zelo bom vesel, če bo ta ustegnila, tako da hvala za povabilo in dajmo bimati. Tako, hvala, adijo. Srečno. Adijo.